ta govor gospoda Janše na Zboru za republiko v petek? Po moji oceni gre za politični govor, ki na več mestih vsebuje elemente razpihovanja političnega sovraštva in nestrpnosti. Pri tem je treba zelo jasno povedati, da takšen govor 63. člen Ustave opredeljuje kot protiustavnega. Tako pravi ta člen: prepoved spodbujanja k neenakopravnosti in nestrpnosti ter prepoved k nasilju in vojni. Protiustavno je vsakršno spodbujanje k narodni, rasni, verski ali drugi neenakopravnosti ter razpihovanje narodnega, rasnega, verskega ali drugega sovraštva in nestrpnosti. To pravi naša ustava. Ali ima ta govor predsednika vlade Janeza Janše tudi elemente kaznivega dejanja javnega spodbujanja sovraštva, nasilja in nestrpnosti, kakor ga opredeljuje 297. člen Kazenskega zakonika, pa naj se opredelijo pristojni državni tožilci. To ni naloga varuha, ampak njihova. Varuh namreč že dolgo opozarja, da je ta člen po zadnjih spremembah Kazenskega zakonika še bolj nejasen, kot je bil prej. Ampak smo že prej opozarjali, da skoraj ni bil uporabljen in uporabljen v praksi, torej že prej na podlagi tega člena oziroma tega kaznivega dejanja praktično ni bilo obsodb. In zdaj, če na kratko povzamem, to je bil političen govor, ki vsebuje elemente spodbujanja sovraštva in nestrpnosti do vseh, ki se ne strinjajo z razmišljanjem in usmerjenostjo predsednika vlade. In z tega vidika je predvsem slab zgled za druge nosilce političnega in javnega govora. Verjetno vas zanima tudi, kaj v zvezi z levim fašizmom. Mislim, da je to nekaj, česar si predsednik vlade vendarle ne bi smel dovoliti. Namreč zato, ker je to slab zgled za vse, ki sodelujejo v javnih razpravah. In s tem, ko je uporabil takšen izraz, je v bistvu še bolj razširil meje tega, kar je sprejemljivo. In te meje se na žalost širijo v smer sprejemljivosti sovražnega govora oziroma sovraštva in nestrpnosti v javnem prostoru. In zato na nek način odpira potem tudi drugim oblikam sovražnega govora, ki smo mu priča te dni. Predvsem imamo v mislih nedavno prikazovan grafit na enem od trgovskih centrov, usmerjen proti katoličanom in pa v zadnjem času sem bila obveščena o več izbruhih sovražnega govora proti madžarski narodni skupnosti. Skratka, treba bo čim prej in čim bolj resno pristopiti k spremembi zakonodaje, ki bo omogočila, da se jasno razmejijo kaznivi oziroma elementi kaznivega dejanja od siceršnjega sovražnega govora in da se upošteva tudi možnost, ki jo sama kot varuhinja in moj namestnik Rovšek že dalj časa ponujava v razmislek oblastem, da bi namreč sovražni govor opredelili kot prekršek, ki ga je bistveno lažje dokazovati in tudi hitreje kaznovati. In sporočilo, ki bi ga storilci na ta način dobili, bi bilo jasno, predvsem pa bolj množično. Sovražni govor ni sprejemljiv v nobeni obliki. Lahko enačimo ta govor s tistim napisom Vsi politiki v Barbara Rova, kako je že bilo na protestih. Ti se pa ravno pri vladajoči politiki kar nekaj razburjenja videlo, ne? Glejte, sovražni govor je sovražni govor, ne? In je enako vreden obsodbe vsakogar, ki dobro misli. Vendar je ta razlika, ki jo jaz vidim v tem, da če jo širijo neki neimenovani ljudje, ki bi morali ravno tako biti kaznovani, je ta obseg vendarle omejen. Omejen v končni fazi s poročanjem medijev, ne? Če pa sovražni govor ali pa elemente nečesa, čemu bodo tožilci rekli, ali pa tudi ne, sovražni govor širi
nekdo, ki je na oblasti, nekdo, ki ima veliko moč, ki ima velik dostop do medijev in ki ima za sabo tudi toliko somišljenikov, je pa nevarnost takšne oblike govora dosti večja. Jaz bi mogoče samo še to, predsednik države od nastopa svoje funkcije v vsakem govoru, v vsaki izjavi poziva politike, da naj umirijo svojo retoriko, češ da je od teh govorov, ki jih slišimo v zadnjem času, do nasilja zelo tenka meja. Ali delite to mnenje, da je tega v zadnjem času vse več in da je ta meja res tako tanka, da smo že v bistvu tako daleč? Seveda, s tem mnenjem se lahko strinjam, tu ni nič takega, ampak nekaj drugega me moti, da se še vedno ne opredeli jasno, kaj sovražni govor je in kaj ni. In dokler bomo, tako kot sem danes jaz povedala, da so tukaj elementi sovražnega govora, tistemu, ki ga pa izvede ali pa napiše, pa se ne zgodi nič, je vse drugo samo govorenje.